Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Tokratna oddaja je že 21. po vrsti. Glede na to, da se je pred 100 leti 11. novembra 1918. leta, pa mislim, da je bil podpis sporazuma o koncu vojne podpisan celo ob 11. uri, bomo govorili o koncu Prve svetovne vojne, zato je z nami zgodovinar, dr. Renato Pot-Bersič. Lepo pozdravljeni. Ja, hvala za vabilo, tudi vi lepo pozdravljeni. Kako ste vi vpeti v ta konec Prve svetovne vojne, pa tudi o pripovedovanju o Prvi svetovni vojni, glede na to, da prihajate iz konca, kjer je bila ta vojna vihra še kako živa? Ja, res je to, namreč zelo me je označil prostor, iz katerega prihajam. Doma sem iz vasi na skrajnem zahodnem robu Slovenije, to je Vrtojba, tik ob italijanski meji, to je približno 10 km jugovzhodno od Gorice. In ta naša vas, kjer sem odraščal, kjer sem pustil lep del svojega življenja, je veljala oziroma velja za najbolj porušeno vas na Soški fronti. Vas je štela pred Prvo svetovno vojno približno 350 hiš, vojne ni preživela nobena. Torej vas popolnoma razdejana, ljudje so šli v begunstvo, vas je bila na samem bojišču, zlasti v letih 16-17. Pravzaprav se moram nekoliko popraviti, kajti ena hiša v vasi je preživela in to je bila hiša sredi vasi, pri Mrakovih se tam reče, oziroma danes je to družina Mrak, kjer je bila označena z rdečim križem. In ker je šlo v tistem času za neke vrste viteško bojevanje, ne glede kaj si mislimo o popolnem klanju, izgubah, o številnih nepotrebnih pohabljenih, smrtih in tako naprej, so se trudili oboji, tako Italijani kot avstro-ogrske enote, spoštovati to. In ta hiša je edina, ki je kolikor toliko preživela kot neke vrste zasilni vojaški lazaret, z znamenjem Rdečega križa na strehi, ta je preživela vojno razdejanje. Če bi vam pokazal slike iz tistega časa, to je bila groza. Torej vse uničeno, čez vas je šlo bojišče, Soška fronta, in ko se je vojna končala, ko se ljudje vračajo iz begunstva, poleg obnove domačij so morali še državno, pravno spreminjati oziroma urejati stanje, kajti Avstro-Ogrska je razpadla, nastala nova italijanska, oziroma naši kraji so prišli pod novo italijansko kraljevino. Ampak nekaj drugega me je bolj begalo in je povzročilo, da sem začel se s tem ukvarjati. Ko sem se šolal v domačem kraju, v Vrtojbi in potem naprej v Šempetru, pa v srednji šoli v Novi Gorici, na fakulteti v Ljubljani, nisem nikoli o prvi vojni in Soški fronti slišal niti besedice. Da se nekoliko popravim. Na fakulteti smo omenjali Prvo svetovno vojno, Soško fronto ne, medtem ko na nižjih ravneh, čeprav smo omenjali številne podrobnosti iz naše polpreteklosti, se vendarle o Soški fronti ni govorilo, o prvi vojni pa tudi ne. In to je bil čas, ko so bili številni domači očanci, da jim tako rečemo, torej starejši kmetje, večinoma šlo za kmete, ki so imeli osebno izkušnjo spopadov na Soški fronti, in sam se spominjam dolgih zimskih oziroma pozno jesenskih večerov, recimo tak čas kot zdaj, pa še malo kasneje, ko smo ličkali koruzo. To je bilo tako zanimivo opravilo na podeželju, ki ga moja generacija še pozna, kako so ti starejši očanci pripovedovali svoje zgodbe, spili kakšen glažek, potem dajali nemške komande, šturmali. In to vse pred nami mulci, smo tam stari 5, 6, 7 let in to mi je ostalo v živo v spominu. Zanimivo je, da čas je šel mimo in zgodb teh preizkušanih rojakov, ki so pustili nekateri svoje zdravje, nekateri tudi svoje ude na frontah daleč od doma med Prvo svetovno vojno, nihče ni pobral. Je bilo to načrtno, ker takrat tudi v času mojega šolanja, ne vem, mislim, da smo šli skozi vse fronte Druge svetovne vojne,
skozi vse te revolucionarne akcije? Ja, tudi na našem koncu se je to dogajalo. Človeka nekoliko bega le to, da smo bili mi neposredno determinirani. Če vi prihajate iz krajev v zaledju, globokem zaledju Soške fronte, ki so trpeli na svoj način, je prišlo pri nas do neposrednega kontakta in bi že zaradi tega morali to obravnavati. Res je, kot ste rekli, to niso bile prepovedane teme, kot bi mogoče kdo pričakoval ali pa tudi pripovedoval danes. Šlo je za teme, ki preprosto niso bile aktualne, niso šle v sozvočje povojnega jugoslovanskega socializma. In seveda dopustili smo, ali pa dopustili so, da je generacija teh ljudi odtrpela svoje. Biološka ura je odtiktakala in danes nimamo nobenega več, ki bi o tem pripovedoval. Treba je priznati, da se je govorilo o tem, tudi kakšna diplomska naloga na to temo je že nastajala v 60-70 letih. Tudi televizija Slovenija je, od takrat še TV Ljubljana, je v svojih začetkih, sredi 60 let, posnela nekoliko sramežljivo kakšno oddajo posvečeno tudi Soški fronti ali pa mogoče širše prvi svetovni vojni. Ampak za pravo genezo vsega skupaj, za renesanso, ukvarjanja s prvo vojno, pa lahko štejemo demokratizacijo Slovenije oziroma začetek procesov tam v drugi polovici 80 let, ko se je to seveda populariziralo in v zadnjih dneh, v zadnjih letih, ko smo se spominjali različnih stoletnic v povezavi s prvo vojno, je to prišlo na plan. Ampak vaše besede tudi označuje podatek, recimo, da je bila prva doktorska naloga, prvi doktorat, če rečemo po domače, na Ljubljanski univerzi, na temo prve svetovne vojne, obranjen leta 1998. Tukaj ne bi zdaj delali paralele z recimo narodi, ki so bili tudi kot mi vpeti, recimo Italijani, Avstrijci, ker imajo, lahko rečemo, na tone tovrstne literature, ker je zlasti v italijanskem prostoru je prva svetovna vojna eden od simbolov nacionalnega poenotenja. Že v času fašizma je bilo bojevanje med prvo svetovno vojno, vojaške zmage, tudi tam, ki jih ni bilo, številne žrtve na oltar domovine so bile vpete v propagandno mašinerijo fašističnega režima. In tudi potem, po drugi svetovni vojni, ko nastane Italijanska republika, se ta romantičen pogled v Italiji kar nadaljuje. In oni so pa res poskrbeli za številne oddaje, muzeje, pričevanja, knjige, ki govorijo o tem. Pa nas pa v zadnjih 25 letih, upam si reči, kar dostojno plujemo v te vode. Kako je bila pa vaša družina? Kako so bili vaši predniki nekako vpeti v prvo svetovno vojno? Se je tudi doma v krogu, ožjem družinskem krogu pripovedovalo o prvi svetovni vojni? Ja, kot sva rekla že v začetku, šlo je za neke vrste viteško bojevanje, ne? In ko se je fronta približevala, torej z nastankom Soške fronte, so avstro-ogrske vojaške oblasti, torej država bi rekli, je poskrbela, da so bili prebivalci umaknjeni z bojnega polja. Torej prebivalstvo je šlo v begunstvo in v begunstvu preživelo čas spopadov. Zdaj, bolj ko se je fronta bližala našim krajem, prej so prišli oziroma so jim dali nalogo, da morajo jih zapustiti. Avstro-ogrske državne oblasti so najprej izpraznile ta del vzhodne Furlanije, zlasti tukaj so šli na pot državni uradi, potem pomembnejši zaposleni v državnih službah, jetnišnica v Gradišču ob Soči in tako naprej, deželno glavarstvo, okrajno glavarstvo. Ampak Italijani so relativno hitro prišli v prostor vzhodne Furlanije, tja do reke Soče približno, in ta del ni bil kompletno izpraznjen. Ko se pa Soška fronta bolj ali manj ob reki Soči vzpostavi in nastopi to vojskovanje teh 29 mesecev bojevanja na Soški fronti, je prebivalstvo seveda tisto, ki se znajde prav na liniji, je umaknjeno v begunstvo. Kaj pa moški? Moški na fronto. Moški grejo na fronto že takoj v začetku prve svetovne vojne, poleti 1914.
Torej, mobilizacija je objavljena 26. julija 1914 na God Svete Ane, dostikrat s pomočjo lokalnih duhovnikov, ki so bili neke vrste v tej požno-jožefinski miselnosti podaljšana roka države. 28. julija se začnejo spopadi, torej Avstro-Ogrska napove vojno Srbiji. V roku 10 dni je stari kontinent Evropa je v spopadih in seveda odpre se na vzhodu, kar je zelo pomembno za naše prednike iz slovenskih dežel, odpre se fronta v Galiciji, torej fronta proti Rusiji. Tukaj pa smo udeleženi ali so udeleženi naši rojaki iz celotnega slovenskega narodnostnega ozemlja, razen zahoda, ki je bil v Italiji, skrajnega zahoda, in s svojimi notami v okviru 3. armadnega korpusa, sedeža v Gradcu, grejo na fronto v Galicijo. Ki je umrlo mimogrede tudi največ Slovencev. In to takoj v prvih tednih vojne. Že konec avgusta, september so hude bitke, ki so se zapisale tudi v ljudski spomin, tragični spopadi enot s slovenskimi vojaki. Ne pozabi, da Avstro-Ogrska vojska je imela nekako nenapisano pravilo, da polki imajo številko 7 so bili večinoma slovenski, torej 7. celovški, ali pa je bilo v njih znatno število Slovencev. 7. celovški, 17. krajinski, 27. domobranski iz Ljubljane, poznejši 2. gorski strelski polk, najbolj slovenska enota nekdanje monarhije, potem 47. mariborski, 87. celjski in 97. tržaški. In velika večina teh enot, ki sem jih zdaj naštel, se znajde v Galiciji, se znajde na vzhodni fronti, kjer doživi svoj ognjeni krst, pa tudi številne izgube. Številni vojaki padajo, številni so ranjeni, tudi častniki, in nenazadnje tudi precejšen del teh vojakov pade v ujetništvo, nekateri se vračajo domov šele tam v zgodnjih 20 letih. No in vse to je determiniralo naš spomin. V moji družini nihče, če se povrnemo nekoliko nazaj, ni padel, ni izginil v tem času na bojnem polju v Galiciji. Tudi v Srbiji ne, ker je bilo nekaj slovenskih enot oziroma nekaj slovenskih vojakov, ampak manjšina zaradi izogib težavam, zaradi panslavističnih južnoslovanskih idej slovenskih vojakov niso masovno pošiljali na fronto na Balkan, torej proti Srbiji in pozneje proti Črni Gori. Je pa, če greva spet na področje Soške fronte, prebivalstvo, kot sva omenjala, se umakne. Umiki začnejo že leta 15, ko se odpre Soška fronta, in potem, ko se fronta pomika proti vzhodu, tisti kilometri proti vzhodu, se Italijani prav globoko v zaledje monarhije niso prišli. Se s postopnim napredovanjem italijanske vojske se umika civilno prebivalstvo v begunstvo. Zato je poskrbela deloma država za umik, ja, prevoz, potem pa vsak se je nekako znajdel, kot je vedel in znal. Zdaj, vsega skupaj štejemo, da se je med prvo svetovno vojno iz področja ob reki Soči, torej nekje od Bovca, Bovške kotline do Morja, do Krasa, do Štivana, Divina, teh vasic slovenskih ob Jadranskem morju oziroma ob kraških robovih, se je umaknilo okoli 80.000 prebivalcev, beguncev. To so šli v glavnem starejši, ženske pa otroki. Možje in fantje pa na fronto. V prvem sklicu med 21. in 32. letom, pozneje pa so širili tako navzdol, kot tudi navzgor, tja do 50. leta. Zdaj, begunstvo, ko grejo kam, kjer si kdo kaj pomaga. Torej, če so imeli kakšne sorodnike, znance, morda kakšne poslovne partnerje, kakšni gostilničarji, recimo, so iskali njihovo namestitev pri njih. Drugače so pa iskali nastanitev, če se je dalo nekje v slovenskih deželah. To pomeni na Kranjskem, torej to pomeni tudi recimo v Zasavju, imamo kar precej slovenskih beguncev iz Goriške, in na Spodnjem Štajerskem. Tak primer je recimo okolica Celja, Savinjska dolina, torej Spodnja Štajerska, kjer je bila v glavnem slovenska in kjer so ti goriški begunci poskušali nekako preživeti vojni čas. Torej, približno teh 80.000 jih je 50.000 našlo v tem prostoru svojo namestitev, na Spodnjem Štajerskem pa na Kranjskem.
Ostali so šli kamorkoli so jim državne oblasti to dodelile. Nekateri so šli v begunska taborišča. Recimo zelo znano begunsko taborišče je Vagna pri Lipnici na Štajerskem, severno od Šentilja, južno od Gradca, potem Steinklam. Potem največje begunsko taborišče za Slovence z območja Soške fronte je bilo pa Bruk na Litvi ali Bruk an der Leitha. To je jugovzhodno od Dunaja, 40 km, tedaj tik ob avstrijsko-ogrski meji, mesto v globokem frontnem zaledju, seveda mir je bil tam, ampak tam nastane leseno naselje za begunce, ki so ga najprej leta 2014 uporabljali za begunce iz Ukrajine oziroma iz Galicije, v glavnem Poljake, Ukrajince pa Jude iz tega območja, ki se umikajo pred rusko vojsko. In potem po ponovni osvojitvi avstrijski leta 15 tega predela se to taborišče spremeni za slovenske begunce. In velja za največje slovensko begunsko taborišče med prvo svetovno vojno, skozi katerega je šlo približno 7500 otrok, starejših pa žensk. Tam so se rojevali, tam so umirali, tam so delali, tam so poskušali preživeti. Imeli so svojo cerkev, imeli so svojo šolo, imeli so svojo mlekarno, imeli so svoj vrtec, imeli so svojo hiralnico, skratka en poskus kompaktne naselitve daleč proč od domovine, kar so seveda spodbujale tudi državne oblasti, ki so s tem poskušale beguncem lajšati preživljanje vojnih tegob. Nekatere begunci so šli pa v razne, recimo temu, begunske kolonije. Zelo znane so begunske kolonije, zlasti Krašovcev, ki jih najdemo globoko na Češkem in Moravskem. To so bili cele družine, spet sestavljene brez mož in fantov, ki so bili v avstro-ogrski vojski. Na čelu teh kolonij so bili ponavadi vaški duhovniki, ker so znali jezike, ker niso bili mobilizirani v vojsko, kajti Avstro-Ogrska je spoštovala sporazum s cerkvijo, s katoliško cerkvijo, da je bil neke vrste duhovnik, recimo temu laično državni uradnik, in torej ni šel direktno na fronto, razen če je bil vojaški kurat. Drugače načeloma niso šli na fronto oziroma vojsko. Medtem ko ti duhovniki so dostikrat imenitno se izkazali, da so te naše begunce kot v tem primeru povezali, jih vodili, in te so v zadnjem času prihaja, v zadnjih letih tudi ponovnega pobratenja, da recimo se Krašovci iz vasi, kot je recimo Vrh Svetega Mihaela, Opatije selo, Kostanjevica, ponovno povezujejo z krajem Kralupi na severnem Češkem, ki je gostil njihove, ki je poskrbel za njihove prednike pred stoletjem. No, zelo hudo je bilo pa tudi tistim, ki so bili na fronti, vojakom. Če so imeli recimo Italijani špagete, ja, praktično makarone, so pa res praktično slovenski vojaki ali pa vojaki Avstro-Ogrske pa Nemčije umirali od gladu pa od strelov. Ja, to je imenitno izhodišče. Glejte, ko se je vojna začela, po leti 14, so vsi verjeli v dotedanjo prakso bojevanja. Nihče ni pričakoval spopada širokih razsežnosti. Torej pričakovali bo, da se je neka strateška velika bitka zgodila in tisti, ki bo pač zmagal, bo v nekaj tednih postal zmagovalec, vojna se bo končala in možje in fantje se bojo vrnili na svoje domove, ker bojo v miru naprej, seveda tisti, ki bojo imeli to srečo, v miru naprej obdelovali svoje kmetije. Najpozneje so pričakovali, da bo seveda konec do decembra, torej do Božiča 1914. Kot vidimo, se je vojna zavlekla na 52 mesecev, na 4 leta pa pol. In tukaj se dejansko zgodi, da zlasti centralne sile, v tem primeru govorimo o Nemčiji, Avstro-Ogrski in pozneje tudi o njunih zaveznicah, ki nekoliko kasneje stopijo v vojno, tako je Osmanski imperij, po domači Veliki Turčija, pa tudi Bolgarija, niso bile pripravljene na dolgo bojevanje. Tudi zaradi izoliranosti, zaradi blokade, ki so izvajale njune nasprotnice, torej antantne sile. Tudi zaradi industrije. Ja, seveda, seveda, industrija ni dobila svojih resursov, države niso imele zalog,
izolacija in vse to pripelje k pravemu stradanju. Bolj, ko se je vojna vlekla, bolj je prihajalo to do izraza. Zdaj, treba še nekaj povedati, ne? Omenili ste konkretno Italijo. Italija, ki vstopi v vojno šele maja 1915 in vzpostavi tako imenovano jugozahodno bojišče ali italijansko fronto za Avstro-Ogrsko, je imela samo to fronto in je morala oskrbovati samo te vojake na tej fronti. Nekoliko težje je bilo Avstro-Ogrski vojski, ki je imela svoje enote disperzirane, torej na vzhodno fronto proti Rusiji, Galicija, na balkansko bojišče, Srbija, Črna Gora, potem pošlje svoje enote celo na pomoč, zlasti topniške enote, pomoč nemški vojski na zahodno fronto in tudi posamezne enote avstrijske kot del ekspedicijskih enot grejo na pomoč Osmanskemu imperiju celo v Malo Azijo, tja do Palestine in do Sirije. In seveda Avstro-Ogrska zaide v težave in lakota je bila hud problem. Vi ste omenili prej italijansko prehrano. Ja, res je, veliko pašte so pojedli. In pa kaj smo našli, ko smo brskali po teh ostankih Soške fronte? Celo ribežne za sir. Torej, italijanska pašta mora imeti tudi sir, da je ta prava. Ne? In celo to smo našli, tudi to so poskrbeli za njih. Torej, preskrba italijanske vojske bila na dosti višji ravni kot avstrijske. Kjer so bili, če sem pravilno nekje zasledil, bo povprečju težki 50 kg vojaki, ne? Ja, no, kasneje. V tistem najhujšem gladu, ne? Tako je, ampak v prvih mesecih vojne se to ne poznaša, ne? Tudi, veste, bilo je na podeželju, tudi v mestih je bila lažja animacija civilnega prebivalstva, da je podpisovalo vojna posojila, da so zbirali živež. Recimo, bom primer povedal, ne? Ko kopljemo, ko iščemo te ostaline, čeprav sam nisem kopalec, ampak me to zanima, ampak nisem pa zbiratelj. Tega je zdaj veliko, zlasti na Primorskem, ampak ko se išče, se najde veliko steklenic, ne, z posameznimi žigi, posameznih recimo pivovaren ali pa tudi vinaren v notranjosti monarhije, ker je bilo nekako zlasti v začetku in potem, ko se vojna razplamti, samo posebej umevno, da recimo pivovarna iz Plzna ali pa iz Čeških Buđevic podpira s pivom svoje vojake na fronti. Seveda, ko se vojna podaljšuje, je tudi oskrba peša, hrana peša, prehrana, recimo kruh. Kruh je vedno bolj doživljal neke vrste, ker je pomanjkovalo že moke, nadomestke, mešanje z žagovino, koprivami, vse živo so metali noter. In če beremo spominje, tedanje spominje slovenskih, pa ne samo slovenskih vojakov Avstro-Ogrski vojski, dobimo res en pregled, žalosten pregled, kaj vse so morali jesti za to, da so preživeli. No, v Kobariškem muzeju Prve svetovne vojne se pa vidi tudi, kakšne rane, ne, so vojaki na fronti dobili. To je bilo res grozovito, ne. Ja. Po obraza manjkalo, brez nog, brez rok, dolgo umiranje. Ja, to je pa tehnika omogočala. Namreč Prva svetovna vojna je kljub vsemu nova vojna, vodena na tehnološki način, s neke vrste klasičnim pristopom še. V začetku vojne imamo te živopisne obleke, uniforme, zlasti pri konjenici. Imamo tudi konjeniške napade, imamo viteški pristop 19. stoletja pri samem bojevanju, ampak tekom vojne se povečuje uporaba novih materialov in opreme in orožja. Torej, zelo strašne muke povzročajo strojnica, ki jo uporabljajo vse armade, potem plini, bojni plini, ki so iznajdba Prve svetovne vojne, tanki, letala, ne, ki so vendarle v nekih povojih še, ampak vse to prispeva k razdejanju, razčlovečenju, dehumanizaciji. In imate prav, ja, res je, Kobariški muzej s svojimi groznimi fotografijami bi moral biti vsakemu opomin,
kakšna huda stvar je vojna in kaj lahko povzroči. Ko človek opazuje te borje reveže, ki so potem vojno preživeli, se sploh vprašaš, kako je možno, da človek to preživi. Po drugi strani pa italijanski vojaki so imeli neke vrste srečo, ker so živeli v domovini, ampak to srečo, da se narobe razumemo, ne? Nekdo rekel, da je reklamo za vojno, daleč od tega, so živeli v domovini, ki je bolj ali manj upoštevala zasluge in dobivali so penzije iz časa spopadov med prvo vojno. Ker, kot smo že uvodoma povedali, je vendarle bila generator režima prav bojevanje med prvo vojno, fašističnega med obema vojnama, med prvo in drugo. Na drugi strani imamo pa avstro-ogrske vojake. Ki je razpadla potem? Tako je. Država razpade na Republiko Nemško-Avstrijo in številne druge nacionalne države. Ti ljudje so bili prepuščeni času, so bili prepuščeni umiranju na obroke, recimo temu tako. Nogi brez nog. Rok, slepi. Tako. Ni bilo podpore, ali pa so bile minimalne, so bile mizerne. Prva Jugoslavija, Kraljevina Jugoslavija, ni častila ali ni slavila bivših avstro-ogrskih vojakov. Zanjo so bili tudi tuji borci. Častila je kvečjemu tiste slovenske vojake, tako ene prostovoljce, ki so kot vojni ujetniki prebegali ali se vključili v jugoslovanske ali srbske prostovoljne enote in se z njimi bojevali. To je bilo nekaj procentov teh vojakov. Čeprav se ob tem, ko omenjate kraljevino, se kar malce pozablja, da mislim, da kakšen mesec dni je bila država Slovencev, Hrvatov in Srbov, kjer so bile pokrajine, ki so bile nekoč pod Avstro-Ogrsko skupaj, so tvorile državo. In takrat smo mi, vsaj na nek način, prek generala Maistra obdržali dobršen del Štajerske. Ja, to vse drži. Ne? Zdaj, prav v teh dneh se spominjamo neke vrste stoletnice teh dogodkov. Namreč v tem času, pred 100 leti, je zaživela, bolj ali manj zaživela, država SHS, država Slovencev, Hrvatov in Srbov. Dejstvo je, da ta država de jure ni bila priznana. De facto je pa obstajala. Od konca oktobra do 1. decembra 1918, ko se združi s Kraljevino Srbijo v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Dejstvo je, da ta država je imela prvič nalogo združiti južnoslovansko prebivalstvo nekdanje Habsburške monarhije, na našem primeru Slovenije ali slovenskih dežel, torej nekdanjih avstrijskih dežel, ki so imele kompaktno naseljeno slovensko prebivalstvo. Tukaj bi izpostavili Krajinsko kot najbolj slovensko, ne pozabiti Goriško in Gradiščansko, Spodnjo Štajersko, tudi Južno-Koroško, Istro pa Trst. Prekmurje je druga zgodba. Ampak dejstvo je, da v tem času pred 100 letjem se začne boj za meje. In kot poskušamo Slovenci kot disfatisti nekako prikazati, da je to šlo vse slabo in pa da smo vse izgubili, če potegnemo črto in gledamo strogo iz tega etničnega stališča, se zgodba sploh ni tako slabo izšla za Slovence, kajti pridobili smo v letih 18-19 Prekmurje pa Spodnjo Štajersko. Glede na to, da smo bili poraženi tako je, na nek način v prvi svetovni vojni. Se popolnoma strinjam z vami. Glede na to, da smo šli iz države, ki je bila poražena, ki je razpadla. Slovenci nismo niti znotraj Habsburške monarhije, ki je štela več kot 50 milijonov prebivalcev, šteli nekega pomembnega, relevantnega, nacionalne biti. Bilo nas je 2%, 2,5%. To ni veliko, to ni nobena moč. Dejstvo pa je, da smo, če se vrnemo spet na najino prej začet del debate, da smo izgubili Primorsko in del Notranjske. To je bilo ozemlje, ki je pa, če danes gledamo nazaj, bilo obljubljeno italijanski kraljevini in bi ga v tistem času ne uspeli dobiti. Torej, res je, Spodnja Štajerska je ostala v slovenskih rokah, predvsem zaradi energične akcije generala Maistra, polkovnika oziroma pozneje generala Maistra. Brez njegovega energičnega nastopa in razložitve nemške straže bi bila meja na Dravi ali pa bila celo na Vitanski črti, kar je bila ena od opcij, ena od možnosti.
Na drugi strani pa smo lahko hvaležni tudi podpolkovniku Stevanu Švabiču, ki se je vračal iz ujetništva in Italijane zaustavil na Vrhniškem klancu. Sicer bi prišli mogoče do Ljubljane, ne? Ja, celo njihova želja je bila priti v Zasavje. Ne zaradi lepot. Kot zmagovita sila, ne? Ja, ampak ne zaradi lepot, verjamem, da Zasavje je zelo lepo, ampak Zagorje, Hrastnik in Trbovlje so bili italijanski cilj zaradi rudnikov. Tukaj niso imeli nobene legitimne pravice, na katero bi se lahko sklicevali in nekako utemeljevali svojo prisotnost zaradi etnične pripadnosti. Čisto ekonomski vidik. Če lahko o tem govorimo na zahodnem robu, konec koncev Italija je vstopila v Prvo svetovno vojno zaradi obljube nagrade ozemelj, ki jih je potem uveljavljala s pridom v teh dneh pred stoletjem in potem tudi na pariški mirovni pogodbi. No in ta akcija tega srbskega vojaka, ne? Ja, je častnika. Uspela. Seveda, ja. Za Italijani premirje je bilo podpisano pred stoletjem pa še kakšen dan v Vili Giusti, to je pri Padovi 3. novembra 1918 in je potem imelo različna podpoglavja, ki so italijanski vojski omogočali postopno napredovanje proti obljubljenim krajem. Ampak da bova to gledalkam in gledalcem razložila, se moram malo obrniti nazaj, v leto 15. Italija je bila do začetka Prve svetovne vojne dolgoletna zaveznica centralnih sil. To pomeni Nemškega cesarstva, Avstro-Ogrske in pa tudi Kraljevina Italija je sodila v ta sklop. Seveda, ko Avstro-Ogrska napove in se potem tudi Nemčija vključi v Prvo svetovno vojno, je bilo pričakovati, italijanski generalštab je imel načrte, kako poslati svoje vojaške enote na fronto ob reki Ren, da bojo skupaj napadli francoske sile. To seveda se ni zgodilo, kajti Italija je od začetka taktizirala. 2. avgusta 1914, namesto se vključiti v napade oziroma v vojno na strani svojih dovčerajšnjih zaveznic, je Italija razglasila nevtralnost. Seveda, obrambni pakt oziroma tabor centralnih sil, sporazumi vojaški so jim omogočali, da v primeru vojne, ker je šlo za obrambno naravnani pakt, v primeru vojne Italija se lahko izvije iz tega jeklenega objema dovčerajšnjih zaveznic Nemčije in Avstro-Ogrske. Od avgusta 14 naprej pa ves čas potekajo pogajanja bolj ali manj javno, ali če hočete bolj ali manj skrito, ki Italijo vidijo zdaj na eni, zdaj na drugi strani. Ampak bolj, ko se ta pogajanja vlečejo, vedno bolj postaje jasno, da bo Italija prej ali slej prestopila na tabor antantnih sil, ki v prvem letu vojne ni šlo najboljše na fronti, zlasti na najpomembnejši zahodni fronti. In seveda Italija potem kljub posegom nemškega cesarja, kljub posegom papeža samega, papeža v Rimu, tedanjega novega papeža, Benedikta 15., čeprav je bil Italijan, mu je bilo v interesu, da ohrani Avstro-Ogrsko kot zadnji branik katoliške vere. Ta večnarodna monarhija je vendarle bila katoliška po značaju. Franc Jožef cesar je to javno izpovedoval, nazadnje je imel tudi naziv njegovega cesarskega kraljevega apostolskega veličanstva. In seveda tudi Sveti sedež si je prizadeval, da bi Italijo nekako zadržal izven teh spopadov. Spomladi 1915 je bilo že jasno, da to ne bo mogoče. Italija je 26. aprila 1915 v Londonu podpisala znameniti tajni londonski pakt, ki so jim ga servirale antantne sile, ki je Italijo obvezoval, da v roku enega meseca vstopi v vojno na strani centralnih sil proti dovčerajšnjim zaveznicam iz tabora centralnih sil. In kaj se potem zgodi? Res Italija napove vojno, vstopi v vojno 23. To je bila še, veste, stara šola, ne? Šlo je lepo po reguli, po vrsti. 23. napove vojno, 24. o polnoči se začnejo sovražnosti. Potem nekaj časa traja, ker italijanska vojska je bila zelo pazljiva, zelo tista
stara šola, ne? Najprej je treba prostor zasesti, ga utrditi, potem počasi napredovati. Drugače vprašanje, kaj bi se zgodilo, ne? Če bi šli na hitreje. Oni so nekako predvidevali, da v 3 tednih bojo v Zasavju in v Zagrebu, v Zagrebški kotlini in v 6 tednih na Dunaju, ne? To je bilo optimistično. In potem seveda, da bi si izprosili pa izbojevali izstop Avstro-Ogrske iz vojske. Šlo je pa za ozemlja, ne? Torej, šlo je za klasične imperialistične zahteve. Italijani še danes, marsikje tudi v javnosti, v javnem življenju percipirajo Prvo svetovno vojno kot zadnjo vojno za združitev Italije. Italija se je relativno pozno združila, leta 1870, in potem različna gibanja, zlasti identistično gibanje, močno prisotno v italijanski družbi, si prizadeva za priključitev terre irredente, torej neodrešenih ozemelj. Tukaj je predvsem Južna Tirolska z Bolcanom in Trentom, tja do Brennerja. Nas, ki živimo v tem končku lepe Slovenije, nas pa bolj zanima ta predel, ne? Kajti Italija je zahtevala velike dele ozemlja, ki je bilo bodisi mešano ali pa čisto slovensko, plus še Dalmacije zraven, torej iz Hrvati poseljeno. In vse to območje je bilo nekako Italiji obljubljeno z Londonskim paktom, torej Istra, Gradiščanska, potem tudi Trst, Goriška, Dalmacija. Najprej, bi rekel, skoraj cela, potem po ruskem posredovanju samo polovica, pa številni otoki zraven. In se to Rusi štejo kot seveda. Dosežek? Letos smo vam zrihtali polovico Dalmacije. Ne? Ja, tako nekako, ampak ta pakt je bil itak tajen, ne? Za njega se uradno ni vedelo. Uradno je bil objavljen šele potem, ko ruska revolucija pljuskne čez meje. In je bilo seveda revolucionarni vladi nekako v interesu, da objavi te tajne carske dokumente, ki so jih našli v vladnih trezorjih, ne? Po drugi strani je pa treba tudi povedati v tem, da Italija se ne sramuje teh svojih dejanj, tega svojega trgovanja z ozemljem. In če se vračava spet na vaše izhodišče izpred nekoliko minut, tudi jih ni nič sram, nič se mi zdelo čudnega, da so to začeli po premirju 1918 uveljavljati in počasi zasedati te kraje. Ko rečem te kraje, mislim najprej na Goriško, 3. novembra pošljejo torpedovko do Trsta, potem najdemo jih prvih dneh novembra v Gorici, ki je vendarle v tistem času, slabem tednu, med 2. in 7. novembrom 1918, dihala z slovenskimi pljuči. 2. gorski strelski polk, nekdanji 27. domobranski pehotni polk iz Ljubljane se je vračal z bojišč ob reki Pjavi in je v prvih dneh novembra dal Gorici slovenski videz. Zastave so vihrale, vojaško oblast so držali v rokah trdno, precej trdno tudi civilna oblast, ampak 6. pridejo Italijani, 7. pa jugoslovanske oziroma slovenske enote v okviru južnoslovanske države ali v imenu južnoslovanske države. Zapustijo Gorico in peš se napotijo ob petju žalosti številnega dela slovenskega prebivalstva iz Gorice proti vzhodu, proti Ljubljani in to je bilo konec sanj, da bi Gorica in Goriška pripadla tedanji jugoslovanski državi. In strah, da bo še kaj drugega ostalo. Tako. Ampak ja, potem tako je. Potem pa Italijani ta pohod proti vzhodu nadaljujejo, grejo. Dejansko se ne ustavijo, grejo skozi Vipavsko dolino in zasedajo še več, kot jim je bilo obljubljeno. In zasedajo tudi Logatec in pridejo do Vrhniškega klanca. In kot sva prej pravilno rekla, ne, če ne bi bilo podpolkovnika Švabiča, ki se je vračal kot nekdanji avstro-ogrska vojska ga je zajela, oziroma srbski ujetnik v avstro-ogrskih rokah, vračal se je iz vojaškega ujetniškega taborišča. Narodna vlada v Ljubljani ga je pooblastila, da nastopi v njenem imenu, torej kot del antantnih enot, ne, ker premaganci tukaj niso imeli kaj dosti besede, ne, premaganci je bil le premaganc, tako vojaško kot tudi moralno.
Podpolkovnik Švabič, pozneje polkovnik Švabič, je ustanovil komando srbskih trupa v Ljubljani. Enih 70 vojakov je imel, pa 70 častnikov, pa enih 300 vojakov. Z njimi šel proti Vrhniškemu klancu. Najprej poslal protestno noto italijanskemu poveljstvu, ker mu to ni takoj ugodilo, je pa zagrozil, da bo nastopil z vojaško silo. In to je bilo dovolj, da so se Italijani zaustavili na Vrhniškem klancu. Logatec je takrat bil pod italijansko upravo in šele leta 1920, ko je bila podpisana Rapalska mirovna pogodba, konec novembra 1920, je Logatec prišel pozneje spet pod kraljevino SHS. Tako da, kaj bi bilo vprašanje brez podpolkovnika Švabiča, lahko si samo predstavljamo. Kakšen spomenik v Sloveniji? Kolikor vem, ima ulico v Ljubljani, pa tudi na Vrhniki za spomenik, pa mislim, da ne. Ne bom trdil, pa mislim, da ne. Čeprav se mu tudi potem ni zelo dobro dogajalo, ne? Ne, bil je celo okregan, oziroma dobil je proteste, ker naj bi nastopal na svojo roko. Ne pozabiti, čas pred stoletjem, november pred stoletjem je bil zelo kaotičen čas. Polno beguncev, mimogrede. Veliko beguncev, ki sva jih prej omenjala, ki se poskušajo vrniti na svoje domove. Zdaj, marsikdo nima kam se vrniti. Vse je porušeno. Država je razpadla. Zdaj, avstrijske oblasti, novo nastale Republike Avstrije, so imele interes, da bi te prebivalce čim prej spravile iz svojega območja, begunce z jugozahoda monarhije. Monarhije ni več, kaj bomo mi fotrali še lačna usta, to je bil njihov interes. Potem se vzpostavi taborišče v Šterntalu, ali Strnišču, današnje Kidričevo, kjer je bilo pomembno taborišče na Spodnjem Štajerskem za te vračajoče begunce, ki se hočejo vračati na svoje domove. Potem imamo nejasna državno-pravna razmerja, nejasna politika, oziroma italijanska politika je bila že jasna, ampak niso vedeli tedanje oblasti, do katere točke bojo Italijani šli. Ne podpora velikih sil, kljub famoznim... Še niso bile določene. Ne, niso bile določene. 14 točk ameriškega predsednika Woodrowa Wilsona je omogočalo odločitev lokalnega prebivalstva na podlagi samoodločbe. In ko beremo spomine ali pa zapise raznih intelektualcev, učiteljev, zdravnikov, pravnikov slovenskih, zlasti iz obrobja, pa tudi duhovnikov, vidimo, da so vsi verjeli, da italijanska vojska ali pa velika večina, da je tukaj samo kot začasna intantna vojska, ki bo v perspektivi omogočila načelo samoodločbe, če ne drugačega z nekim referendumom. To je jasno vidno iz zapiskov, dnevniških zapiskov iz Vipavske doline, iz Goriške. Pol bo pa referendum, mi bomo zmagali Italijanci, se bojo pa umaknili. Danes vidimo, da je bilo to razmišljanje zelo, zelo kratkovidno in nerealno. Italijanska vojska, ko je prišla, je jasno pokazala, da tukaj misli tudi ostati. Svoj interes. Ja, nenazadnje lahko postavimo tudi to dogajanje že v letu 1915. Ko Avstro-Ogrska, prej sva nekaj že omenila, ampak to nekaj razdelava, ko Avstro-Ogrska vojska izprazni območje zahodno od Soče, ki ga ni mogla braniti iz strateških razlogov, se je fronta, tudi zato se imenuje Soška fronta, bolj ali manj vila ob toku reke Soče, kot pomembni geostrateški oviri in gorah, hribih, ki so bili nad reko Sočo. In ko Italija dejansko zasede to ozemlje, naseljeno predvsem za Furlani in pa Slovenci, to mislim predvsem srednje in zgornje Posočje, seveda takoj začne izvajati ukrepe, ki kažejo v nasprotju z mednarodnim pravom, da to območje ne misli zapustiti, torej da misli dolgoročno ostati v teh koncih. Potem se vse skupaj preneha po prodoru pri Kobaridu, jeseni 1917, ko je italijanska vojska vržena do reke Piave, ampak potem se spet ponovi vse skupaj jeseni 1918 ob koncu Prve svetovne vojne, ko Italija dejansko dobi tisto, kar prej ni mogla z vojaško silo. No in pred leti sem delal intervju za družino Bensa. Kar nekaj teh primorcev, ki so ostali brez domov po Prvi svetovni vojni, se je potem kasneje že v kraljevini SHS
nekako vodstvo, kralj odločil, da jih bo preselil na drugi konec Slovenije, kot zavedne Slovence, da ohranijo Prekmurje. Ja. Ampak so jih dali v Muro, ker jim je ponavadi Mura zalila domovanje, ampak ostali so tam, pognali korenine in na nek način obdržali ta del v Sloveniji. Ne? Ja, gledajte, tu je šlo za večplastno dogajanje. Imamo begunce, ki se zlasti v manj porušene vasi začnejo vračati že spomladi 1918. Nekateri se nimajo kam vrniti, ker je bilo vse porušeno. Nekateri se vračajo tja do leta 20. Taborišče v Strnišču, Šterntalu zaprejo šele 21. leta. Ampak na drugi strani imamo mi pa številne uradnike, državne uradnike, učitelje, železničarje, ki se ne morejo vrniti. Ali pa se vrnejo, pa doživijo nasprotovanje novih italijanskih oblasti, torej oblasti Kraljevine Italije, ki je upravljala to območje 1918 od jeseni naprej, 1920 si ga je pa neposredno formalno pravno priključila. In na razne načine nagaja slovenskemu ali pa slovensko govorečemu prebivalstvu iz Trsta, Gorice, Istre in zaledja. In številni učitelji, železničarji, državni nameščenci iščejo svoje preživetje v matični domovini in se preselijo v notranjost monarhije, oziroma pa notranjost kraljevine. In tukaj nove oblasti v Beogradu računajo na njihovi, bom rekel, patriotski, narodno-moralni drži. Seveda. In jih selijo notranjost, vi ste pravilno omenili recimo to kolonijo Primorcev v Petišovcih oziroma gor v Prekmurju, kjer je šlo vendarle za nekdanjo pokrajino, ki je bila vpeta v ogrsko polovico monarhije, kjer je bila močna prisotnost madžarske manjšine in seveda jih tam naselijo kot kompakten nacionalni, jugoslovanski, če hočete, slovenski element. Potem ena druga zadeva. Isto se zgodi ali podobno se zgodi v Mariboru. Maribor je imel do prve svetovne vojne izrazito nemško podobo. 80% prebivalstva je bilo nemško govorečih. Pustimo zdaj nacionalne pripadnosti, govorimo o občevalnem jeziku. In ko se državnopravno stvari spremenijo, z letom 1918, se cel kup Primorcev iz Trsta, Gorice, predvsem iz Trsta, se preseli v Maribor. In veliko policajev, policistov, železničarjev, opernih pevcev in pevk, učiteljev imaš danes v Mariboru tipične primorske priimke. Manfreda, Berce, Lavrenčič, Gregorčič in tako naprej. To je ves ta element, ki je moral, bolj ali manj moral zapustiti italijansko ozemlje na Primorskem in oditi iz Julijske krajine v državo SHS, pozneje Kraljevino Jugoslavijo. In ne pozabiti, v tistem času je šlo iz Primorske, v tistem času, mislim, po prvi svetovni vojni, tja do 30 let, je šlo okoli 100 000 prebivalcev, ogromnih intelektualcev, praktično edini razumniki, ki ostanejo, so duhovniki. Zelo malo odvetnikov, zelo malo zdravnikov, ne. Pritisk je bil zelo močan. 100 000 prebivalcev, od tega približno 70 000 na ozemlje Kraljevine SHS, pozneje Kraljevine Jugoslavije. Te naselitve najdemo tako v glavnih mestih pokrajin, recimo v Zagrebu. Močna kmečka naselitev je šla v vas Slatina pri Banja Luki. In tudi poskus organiziranja prave primorske kolonije v kraju Bistrenica ob Vardarju v Makedoniji. Ta poskus ni ravno najbolj uspel, ampak bil je pa vendarle poskus tudi sponzoriran strani tedanjih oblasti. In potem, sredi 20. let, se pa začne masovno primorsko izseljevanje v Argentino, Urugvaj, tudi deloma v zahodno Evropo, zlasti Nizozemska, Belgija, v te rudnike, v Vestfalijo. Ampak sinonim izseljevanja za preprosto prebivalstvo je bila Argentina. V tistem času dežela, kot se bere nekje, kjer se cedita med in mleko, vse tako se je nekako govorilo v propagandi, ne, vemo, da v resnici temu ni bilo tako in tja se je odselilo okoli 25 000 ali 22 000, 23 000 Primorcev. Ne. Potem je bila Argentina še enkrat tista država, ki je po drugi svetovni vojni spet sprejela Slovence, da so preživeli, ne, pred
revolucijo. Ne? Tako, tiste begunce, ki so bežali pred komunistično revolucijo. Ja. Uspeli ubežati. Tako je. Ki niso končali Ja. v enem izmed več kot 600-700 povojnih grobišč. Drži. Ampak na drugi strani imamo te Primorce, ki bežijo med vojnama, ki se jim je dolga leta pripisovalo zgolj ekonomski vidik in jih pripisovalo kot ekonomske migrante, ampak to ni bila samo ekonomska imigracija. Bila je politično-ekonomska ali če hočete ekonomsko-politična imigracija, podprta z ravnanjem italijanskih oblasti, ki je pritiskalo, izsiljevalo, omalovaževalo slovensko kulturo, slovenske kmetije spravljalo na boben. Tukaj je potem tudi se vleče ta korenina iz Prve svetovne vojne, ko je bila Primorska uničena, ko so ljudje imeli kredite, jih potem niso mogli odplačati. Italijanske oblasti so seveda to spodbujale, zasegale njihove kmetije, njihovo zemljo, njihove hiše, naseljevali italijanske kolone, medtem ko avtohtono domače slovensko in hrvaško prebivalstvo, recimo iz Istre, spodbujale k odhodu. In to se je potem dogajalo in zato tudi Tiger potem, ne? Ja. V katerem, tako kot o generalu Maestru, bolj sramežljivo v času SFRJ, tudi o Tigru nič, skoraj da nič. Ja, malo. Ti ljudje so bili nadzorovani, so bili spregledani, se jim je bolj ali manj nagajalo. Spomnite se samo tiste znamenite seje, julija 1958 in dretja jugoslovanskih odličnikov z Ribičičem na čelu, da se tigrovci niso borili za delavske pravice, ne za socializem, ampak za imperialistične cilje. Ne. Torej, potem nam je jasno, zakaj se o Tigru tako malo govorilo. Podobno kot o Prvi svetovni vojni, skoraj da do preloma oziroma do demokratičnih sprememb. Ne. In tudi podobno kot sva začela s Prvo svetovno vojno, ki danes doživlja neko renesanso, o kateri se v zadnjih 4 letih ob različnih obletnicah veliko govorilo in tudi pisalo, razstavljalo, objavljalo, tudi podobno je s Tigrom. Ne. Nekateri pravijo, da je tega preveč, jaz pravim, da ni, ker je treba pobrati zadeve, dokler je še čas, osebne arhive, zgodbe, tako, da ne bomo izgubili. In podobno, gledajte, se dogaja z Drugo svetovno vojno. Biološka ura nam vsem tiktaka, tudi pričevalcem iz Druge svetovne vojne, in lahko si samo želim, da bi se čim več teh spominov, teh pričevanj, pričevalcev pojavilo, povedalo svoje zgodbe, svoja hotenja, svojo življenjsko pot. Se tudi to želi ukiniti, ne? Ja, seveda, ker so težnje, ali pa to je že druga zgodba. Je zelo pogokletno, če rečeš, sem ponosen, da si Slovenec. Ja. To se že grdo sliši, ne? Žal o tem lahko tudi rečemo. Ne vem, kaj bi rekel general Maister in ostali, ki so nam postavili enega od temeljev za slovensko državo, če bi prišel v letu 2018 in bi slišal diskurs, ki dostikrat je zelo nenavaden v samostojni slovenski državi v teh časih. Po drugi strani pa moramo reči, da ko človek govori o državnih proslavah in hvala Bogu se proslavlja stoletnica konca vojne, tudi dostojno smo se spominjali vseh dogodkov, ki so nas zaznamovali med Prvo svetovno vojno. Ne? Ker to treba govoriti, o tem treba pisati, o tem treba otrokom, šolarjem, dijakom razlagati, da bi jim poskušali zasaditi seme miru v spomin, v njihovo učenje, v njihovo življenjsko pot konec koncev. Ampak človek ima občutek, da vendarle je tega vsaj nekaterih okoljih malo ali premalo. Recimo, včeraj, 11. novembra, je bila stoletnica konca Prve svetovne vojne. Državna proslava je bila v petek, ampak bi človek pričakoval neko širšo družbeno angažiranost. Pa mogoče tudi prav na ta dan, čeprav je bila v Franciji zelo odmevna. Že, ampak vsi svetovni voditelji nekako so bili na kupu. Ja, ampak gledajte, spopadi so bili, trajali so do konca, ne, ljudje so trpeli. Ne pozabiti, vojna se je končala ob 11. dopoldne, zadnja žrtev je padla, bil je kanadski vojak Price, se je pisal, ga je skrogla v prsa smrtno zadela 2 minuti pred nastopom premirja, torej ob 10:58 je padla zadnja žrtev izmed okoli 10 milijonov vojakov, ki so umrli med Prvo svetovno vojno. In ne pozabiti,
potem slabe razmere, pomanjkanje higiene, nastopi španska gripa, ki zahteva še nadaljnjih nekaj milijonov žrtev. Svetovna kriza, tudi gospodarska. Tako. In vse to, težišče dogajanja se iz Evrope premakne v Ameriko in... Pa ni en diplomat kraljevine SHS takrat podpisal, kako se bo vse skupaj razdelilo, dejal, da bo zelo kmalu. Nikola Pašič je to dejal. Nikola Pašič, ja. Ampak nekaj, recimo, da se za 10 let... Nikola Pašič je to izjavil, da pač bo pričakovati novo vojno v 10 letih. Mislim, da je to slovenskemu politiku Albinu Prepeluhu. Pri Prepeluhu najdemo to v njegovih zapiskih. Po drugi strani pa ne pozabiti, kar je napisal Ernst Nolte, nemški zgodovinar, da je dejansko druga svetovna vojna samo nadaljevanje prve svetovne vojne z 20-letnim premirjem. In v tem duhu je treba razmišljati, ko se vrednoti te spopade prve polovice 20. stoletja v Evropi. V drugi svetovni vojni smo išli kot zmagovalci, čeprav za mnoge potem dolga desetletja to ni bila zmaga. Lahko bi bilo čisto drugače. Lahko bi bilo čisto drugače, lahko bi dobili več, kot smo dobili. Vprašanje je zdaj, kako vrednotimo te zadeve. Dejstvo je, da dobimo Primorsko, ne dobimo cele, dobimo velik del tistega, kar smo izgubili po Rapalski mirovni pogodbi, torej z Italijo, to mednarodno pravno mejo na zahodu. Vendarle smo Slovenci lahko ponosni. Dobili smo izhod na morje, nismo dobili tistega svojega stoletnega, ne rečem tisočletnega pasa morja, ki je segalo od Štivana oziroma Divina do Barkovelj, do Trsta. Dobili smo pa vendarle koprsko, izolsko, piransko obalo, ki je bila italijanizirana, ki je bila naseljena za italijansko govorečim prebivalstvom in je danes del Republike Slovenije. Res, da ta proces je potem potekal dalj časa, bojim se, da z njim odpiramo novo Pandorino skrinjico, če bi ga se zdaj lotili obravnavati. Italijani dolgo časa niso priznali svoje napačne uvrstitve med države, ki se vojskujejo med drugo svetovno vojno. Pariška mirovna pogodba jih postavi na realna tla, ki vendarle zacementira mejo na zahodu in italijansko izgubo ozemelj večjega dela Primorske in dela Notranjske, pa tudi Istre, otokov Dalmacije, Zadra in tako naprej. Ampak Italijani tega dolgo ne spremljajo. Šele z Osimskimi sporazumi, ki so vendarle del nekih drugih časov, neke druge, recimo temu geostrateške politike v svetu, in brez močnega pritiska odločujočih dejavnikov, tukaj mislim predvsem na Američane, tega ne bi bilo. Šele takrat, leta 1975, Italija dokončno sprejme, da nekdanja demarkacijska črta, linea di demarcazione, ki je uveljavljena po Pariški mirovni pogodbi iz leta 1947, postane mednarodno pravna državna meja. Danes si lahko samo predstavljamo, kaj bi bilo, če bi Slovenija vstopila v novo obdobje samostojne države brez rešenega vprašanja zahodne meje, torej potrjene, podpisane, jamčene strani velikih sil zahodne meje z Osimskimi sporazumi. Prej ste omenjali koncu prve svetovne vojne 2 minuti, zadnja žrtev, nekako strelom, ki umre. Žal, po drugi svetovni vojni je v Sloveniji umrlo skorajda še enkrat toliko ljudi v izvensodnih povojnih pobojih. To pa je tisto, kar mislim, da še dan danes bremeni tudi demokratično Slovenijo. Ni bilo katarze, ni bilo tega priznanja, pa tudi upravičila v končni fazi, ne. Pa tudi še vedno žrtve nismo pokopali, ne. Ja, tukaj pa lahko vzpostava, mislim, da gre proti koncu, ne, da počasi vzpostava neko paralelo med prvo in drugo svetovno vojno, ne. Poglejte, bom zelo plastično poskušal to prikazati. V zadnjih letih so umile zime in ko se umikajo ledeniki, se še vedno najdejo mrtvi, tako avstralski vojaki kot italijanski vojaki, ki so padli na soški fronti. Pridejo pristojne službe, jih pietetno položijo v vrečke oziroma pripravljene torbe in jih peljejo pokopati na vojaška pokopališča. Ne glede na stran, nič, seveda. Zdaj tako je, ne? Če se
iz opreme, kar je dostikrat enostavno, po 100 letih se še da dobiti odlično ohranjeno vojaško opremo, ki je zdržala 100 let pod snegom in ledom. In se mu da pripisati konstelacijo, se ga pelje na avstrijsko vojaško pokopališče, če je Italijan pa v Redipulji oziroma Sredipolje, največjo italijansko kostnico vzdolž Soške fronte. In tam se jih lepo pietetno pokoplje. In to skrbijo ustrezne vojaške službe, oziroma ustrezne civilne službe, ki imajo nalogo pokopavati vojake. In to ni nobenega dvoma, da se temu tako počne. Na drugi strani pa nismo sposobni pokopati svojih bratov. Torej tistih, ki so ne glede na stran padli med drugo svetovno vojno. Imamo številna neurejena grobišča nasprotnikov revolucije iz vojnega in zlasti povojnega časa. Do zdaj je odkritih več kot 600 grobišč, številka tukaj daleč od tega je bila končana, zlasti za Primorsko, lahko rečem za druge pokrajine tudi, ampak zlasti za Primorsko, od koder prihajam, lahko rečem, da je vsaj še nekaj 10 grobišč nepoznanih, nepopisanih, neobeleženih, to nas še čaka, ne? In na drugi strani moramo reči, da imamo še vedno tudi partizanska grobišča, ki še vedno niso urejena. Ampak bojim se, da bi s tem odprli novo tematiko, ki bi presegla okvir današnjega pogovora. Ampak je pa verjetno prav, da se o tem čim več pogovarja. Seveda. Ker sicer se lahko kdaj kasneje, toliko let kasneje, kaj podobnega zgodi. Tako je. Glejte, to je podobno kot po metanju. Mi nekaj časa lahko smeti pometemo pod preprogo, ampak ko bojo udarile iz preproge ven, smeti bo stanovanje toliko bolj umazano, da poskuša nekoliko plastično to zaključiti. Čisto ob koncu sva, vaše delo v študijskem centru za narodno spravo, kakšno je, kje ste najbolj aktivni? Prva svetovna vojna, vem, da zelo dobro poznate tudi judovstvo. Prva svetovna vojna je moja ljubezen, kot sem rekel, ljubezen. Determiniramo okolje, iz katerega izhajam, in to sem povedal v začetku, zakaj je temu tako, in se temu tudi posvečam v okviru društva Soška fronta 1915-1917, ki ima sedež na Goriškem in kjer poskušamo iztrgati času pozabe čim več dogodkov, ki so se dogajali bodisi med prvo svetovno vojno ali bolj ožje med Soški fronti. Izdajamo tudi društveno revijo Na fronti, ki je edina tovrstna specializirana revija v Sloveniji in moram reči, da je kar uspešno, glede na odmeve, ki prihajajo od bralcev. Sam pa se ukvarjam tudi z revolucionarnim nasiljem na Primorskem, to je predvsem službena zadeva. Namreč napisal sem tudi knjigo o revolucionarnem nasilju na Goriškem in Vipavskem, torej o številnih žrtvah komunistične revolucije, ki jih je zahtevala med drugo svetovno vojno na tem zahodnem robu slovenskega narodnega ozemlja. Čeprav dostikrat lahko zasledimo, marsikje je zelo posplošeno rečeno, da revolucije na tem koncu ni bilo, žal dejstva pričajo drugače. Poleg tega pripravljam tudi nadaljevanje te knjige, ki bo govorilo o žrtvah na Zgornjem Posočju in na Idrijsko-Cerkljanskem. Torej zbiram pričevanja, potem posamezne žrtve, dokumente, drugo leto upam, da bo knjiga izšla. In potem bi počasi imam namen obdelati tako celo Primorsko, tako ta notranjski del, Pirško-Postojnski, Kraševski, kot tudi potem naprej. Hkrati zbiram tudi žrtve in tovrstno početje, torej revolucionarno nasilje v zamejstvu, torej v krajih s slovenskim prebivalstvom, ki so danes v okviru Republike Italije in kjer je tudi veliko teh primerov bilo med drugo svetovno vojno. Kot ste rekli pa uvodoma, je dejansko tudi moja ena od recimo raziskovalnih ljubezni tudi judovstvo. Sam nimam nobenih judovskih prednikov, ampak nekako jemljem Jude kot kristjan, kot naše starejše brate. In se veliko posvečam svojega raziskovalnega dela judovstvu, judovskemu preganjanju Judov na slovenskem, v italijanskem prostoru, v severnoitalijanskem prostoru. Na to temo sem tudi nekaj napisal že, pa tudi v kakšnih simpozijih sodelujem. Kakšne oddaje so bile posnete? Tudi, ja. In upam, da bo tega še veliko, kajti če podobno kot za prvo svetovno vojno govorimo, recimo v naših sosednjih državah, je bila to tematika, ki je bila vedno prisotna ali praktično vedno, govorimo o judovstvu, holokaustu in podobnih zadevah, je pri nas šele v zadnjih letih. In
je tematika, ki nam nudi še veliko raziskovalnih možnosti, arhivov, ki se odpirajo in tako naprej. Skratka, dela ne bo zmanjkalo, kar tako ne? Ne. Bog daj zdravje in upam, da bo šlo potem naprej. No, ob koncu oddaje se moramo zahvaliti tudi vsem tistim, ki nam omogočajo, da lahko oddaje sploh snemamo. To je občina Zagorje ob Savi, Borut Gošte, SP vodovodne in ogrevalne inštalacije, kozmetični salon Petra Izlake in restauracija in picerija Naš Ram Kisovec, kjer tudi snemamo še v teh, recimo, starih prostorih. Že kmalu bomo verjetno snemali v prenovljenih prostorih. Dr. Renato Podberšič, hvala, da ste bili naš gost. Jaz upam, da bo še kdaj priložnost, mogoče ob kakšni novi knjigi, ki ste jih že omenili, da še kakšno rečeva. Ja, še enkrat hvala za vabilo in lep pozdrav. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno. Pokrovitelj oddaje, občina Zagorje ob Savi.